Dober dan še enkrat. Kar se tiče kadra, Mezga, Mejač, nista nared, ona dva sta že dlje poškodovana, kot veste, in tudi tokrat ne bosta v kadru. Stanje se počasi izboljšuje, tako da pričakujemo, da boste v bližnji bodočnosti z nami na terenu. Jasno je, da jih pogrešamo. Poleg njiju dveh je poškodovan tudi Rajčević, tudi on nekaj časa ne bo mogel nastopati. Tudi zanj velja isto, da si želimo, da se čim prej vrne na igrišče. Drugače ostali so zdravi. Kar se same tekme tiče, vemo, kaj nas pričakuje. Vemo, da nas čaka ena težka tekma do zmage, katero želimo doseči. Bomo prišli samo na en način, in to je, da že od danes naprej razmišljamo in se osredotočimo samo na Koper. Koper ima izkušeno moštvo z enim izrednim napadalcem, kateri je velikokrat oziroma tako rekoč zmeraj zelo nevaren, tu mislim na Ostrca. Tako da bomo tu morali biti zelo pozorni in pa hkrati želeli bi si ponoviti, kar se tiče faze napada, predstave, katere kažemo v zadnjem času. Zmeraj je tako, da če si pozoren, vidiš, da je tudi kaj narobe. Rezultati so res odlični, tako želimo nadaljevati, vendar je sigurno še kaj, ko želimo popraviti. Idealnega ni, tako da trenirati moramo zelo, zelo zavzeto naprej, da bi se nekatere male napake, ki se nam še zmeraj dogajajo. Jasno je, da se nam ne ponavljajo ene in iste, ampak da se dogaja nekaj novega. Enostavno na to želimo opozoriti skozi trening, skozi videoanalize, skozi razgovore, da bi bilo tega čim manj, s ciljem, da bi bili uspešni. Kar se tiče dveh centralnih zvezdnih igralcev, sta zadnje 4 tekme igrala Mertelj in Dodlek in tu je bilo zelo v redu. Kar se tiče bočnih zvezdnih igralcev, pa je bilo nekaj sprememb in tu se odločam glede na to, kaj v tem trenutku moštvo potrebuje oziroma kako se nekdo skozi teden pokaže, koliko je svež. Pri tekmah proti Nafti smo se pogovarjali, da je mogoče v tem trenutku nekdo malce bolj utrujen, je dobil pavzo. Enostavno dobra stvar tega, da nas je dovolj, je ta, da se na osnovi svežine in nekega trenutka, ki ga imajo, odloča. Tako, kar se tiče Pridigarja, on z nami trenira, to je res že kar nekaj časa. Če bo pa v kadru, se bomo pa še skupaj z njim odločili, ker je še zmeraj en tak mali zadržek, če bo uspel biti res 100% zdrav. To pomeni, da on z nami trenira, vendar kar se tiče izbijanja žoge z levo nogo, še ni tako daleč, da bi mogoče konkuriral. Tako da imamo še dovolj časa do tekme. Če bo v trenutku tekme rekel, da to lahko dela, bo v kadru. Prednost pa je v tem trenutku ne ostane tajnost. Kar se tiče Mejača, on še zmeraj samo teče, Mezga se pa vključi v del treninga, ko ni igre. V tehniki, to pomeni, da on je veliko dlje kot Mejač. Jaz, dokler me niste spomnili na ta rekord, za rekord nisem vedel. Meni in moštvu je osnovni cilj to, da smo na koncu sezone uspešni, ne pa v tem trenutku. V tem trenutku, to je jasno, smo zaradi tega zadovoljni, to je potrdilo, da dobro delamo, da nam gre dobro, vendar na končni cilj je pomemben, ne pa ta zdaj.
Lep pozdrav vsem skupaj. Vemo, da je Koper izkušena ekipa. Vemo, da so posamezniki, kot je Milan Ostrc, je pravi izkušen igralec. Smo igrali tudi letos proti njim in vemo, na kakšen način lahko ustavimo Ostrca in celotno ekipo s hitro igro in borbenostjo. Mislim, da razlike ni. Vsi na treningu dobro treniramo, cela ekipa, tudi vsi v obrambi, tako da vsak igralec, ki je na igrišču od nas treh, da da maksimum in ekipi pomaga. Vsi pričakujemo težko tekmo, ampak kot sem rekel, s hitro igro in borbenostjo lahko pridemo do zmage. Lep pozdrav vsem skupaj, res je, da delujemo čvrsto, da ja še nisem prejel zadetka, upam, da ga tokrat tudi ne bom. To mi zaenkrat dobro uspeva in upam, da bom nadaljeval v takem ritmu, kot sem do zdaj. To je super, da smo pač podrli ta rekord, ampak mi se ne oziramo na to, mi pač gremo od tekme do tekme, poskušamo vsako tekmo zmagati in to je to. Ja, pa sigurno ti je nekako lažje, ko veš, da nisi prejel zadetka, da pač že dalj časa nisi dobil zadetka in pač je to res, da je mogoče neko breme na tebi, da pač ne dobiš v naslednji tekmi zadetka, ne.